Na Slovenski ulici v Murski Soboti zasadili drevesa. Letošnja vražja noč v Porabju nekoliko drugače. Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli v srednji informativni oddaji televizije AS. Tudi tokrat poročamo o aktualnem dogajanju v deželi ob Muri. Prenova Slovenske ulice v Murski Soboti, ki se je začela oktobra lani, poteka po zastavljenih časovnih načrtih in v teh dneh z zasaditvijo dreves dobiva končni izgled. V tem tednu se je pričela zasaditev dreves na Slovenski ulici, s tem pa ta osrednja Mursko-Soboška ulica dobiva končni izgled. Prenova se je pričela lanskega oktobra, sama dinamika je skozi vse leto potekala po načrtih in tako bodo dela še v letošnjem letu zaključena. Podrobneje je projekt in investicijo predstavil dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. V lanskem oktobru smo pričeli z največjim praktično projektom ureditve mestnega središča, ki ga v 75% sofinancira Evropska unija iz kohezijskih sredstev. Celotna vrednost projekta je 4,4 milijona in spada v okviru projektov celostnih trajnostnih naložb. In veseli me, da gre prenova slovenske ceste, Slovenske ulice proti koncu. Kot v ozadju lahko vidimo, zaključna dela potekajo. In še posebej me veseli, da smo uspeli upoštevati vse roke, ki smo se jih dogovorili z izvajalci. In bi se na tem mestu rad zahvalil najprej mojim sodelavkam in sodelavcem, ki so trdo delali na tem projektu, da smo denar sploh dobili odobren, da smo sproti črpali sredstva, ki smo jih zalagali. Rad bi se zahvalil tudi vsem izvajalcem že sedaj, ki kljub temu, da smo sedaj v drugem valu korona krize dela praktično nemoteno izvajajo. In pa seveda rad bi se zahvalil vsem stanovalkam in stanovalcem, lastnikov lokalov, da so potrpeli in sedaj lahko vsi, ki tukaj delajo, živijo, in pa tudi tisti, ki bodo obiskovali in obiskujejo Mursko Soboto, lahko videli, da smo naredili resnično lepo ulico, ki bo ne samo lepa, ampak tudi zelena, ker se sedaj, kot vidite, sadijo drevesa. To, kar bi mogoče veljalo še upozoriti na tem mestu, je to, da bomo v naslednjem tednu rekonstruirali tudi krožišče pri hotelu Zvezda, pri restavraciji Zvezda. Zakaj to posebej izpostavljam? Zaradi tega, ker gre za državno cesto in z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo se dogovorili, da bomo skupaj prenovili krožišče, preplastili, zamenjali rumeno-črne robnike z robniki, ki bodo skladni z ureditvijo Slovenske ulice in tako na nek način skupaj zaključili to investicijo. Zaključek investicije bo, sedaj lahko že rečem, v pogodbenih rokih, to je 6. decembra je pogodbeni rok in takrat bomo začeli že z opremljanjem Slovenske ulice za božično-novoletni čas. Glede na to, da žal smo morali, tako kot vse občine v Sloveniji, odpovedati prireditve, katerih smo se vsako leto veselili, smo se letos odločili, da bomo glede na to, da imamo prenovljeno Slovensko ulico, dodatno tudi poskrbeli za praznično osvetlitev in na ta način našim občankim in občanom vsaj na nek simboličen način polepšali te praznike. Avtorji ozelenitve prenovljene Slovenske ulice so bili projektanti krajinske arhitekture Biotehniške fakultete v Ljubljani. Darja Matjašec, krajinska arhitektka, je spremljala in nadzirala sajenje dreves in poskrbela za razlago le-tega. Danes grejo vse ureditve zaradi klimatskih sprememb v to, da se mesta intenzivno ozelenjujejo. Zato smo tudi mi pristopili na tak način. Na Slovenski cesti se te dni sadi preko 104 do 5 metrov visokih dreves. Zato uporabljamo najnovejšo tehniko sajenja. Tla so pripravljena na način, da je po celotni dolžini drevoreda v tleh pripravljen tak substrat s kamenjem in pa zemljo, da bodo drevesa lahko nemoteno rasla. Tudi čeprav je vse podlakovano, imajo drevesa v tleh vse pogoje za rast. V odprtinah so zračniki, tako da drevesa tudi pod tlakom dobivajo zrak.
Tako da mislim, da bo za drevesa res dobro poskrbljeno, da bodo lahko v teh vedno težjih pogojih lahko uspešno rasla. To je skandinavski oziroma štokholmski način sajenja, tako da mi smo, ko smo delali načrte, smo pač vse potrebno naštudirali, tako da zdaj to uvajamo pri nas v Sloveniji. Kako je potekal dogovor z investitorjem o tem, katera drevesa zasaditi na Slovenski ulici? Točno kakšno drevo izbrati ni enostavno, ker vsa drevesa niso primerna za rast v urbanem okolju. Pri nas se veliko govori, da je treba saditi avtohtona drevesa, ampak za urbana okolja, kjer so pogoji drugačni za rast, je to skoraj da nemogoče. Tako da mi smo poiskali drevesa, ki so res trenutno najbolj primerna za to, da se sadijo v urbanem okolju. To pomeni, da dobro prenašajo vročino, da dobro prenašajo suše, da imajo take korenine, ki ne bodo dvigovale tlakov, da imajo take korenine, ki rastejo navzdol. Za vsak slučaj smo še vseeno dali v tla koreninske zavese. To pomeni, da komunalni vodi, ki potekajo vsaj 2 metra stran od dreves, ne bodo pač poškodovani zaradi rasti korenin. Oziroma, ko bodo menjavali komunalne vode, bodo drevesa zaščitena, ker pač ne bodo izvajalci sekali korenin. Tako da zaenkrat smo delali na tem, da so ta drevesa najbolj primerna. Gledali smo tudi na to, da to niso neki veliki listi, ki hitro, recimo, jih je težje pometati, ki hitreje zamošijo odvodne kanale. Tako da načeloma v tem trenutku so to ena izmed najbolj primernih dreves. To je gledičija, ampak ni povsem navadna gledičija, posebna sorta Skyline. Za to sorto je značilno, da je sicer gledičija na splošno ima velike plodove in pa trne, ampak za to sorto je značilno, da nima veliko trnov, sploh nima izrazitih trnov in nima tudi veliko plodov, kar pomeni, da naj ne bi smetila v tleh. Seveda jaz sem zdaj naštela samo neke tehnične oziroma funkcionalne pogoje, so pa tudi drevesa imajo veliko drugih funkcij, socialno funkcijo, estetsko funkcijo, prostorotvorno funkcijo, ekonomsko funkcijo. Tako da ni tako enostavno. Drevo ni nekaj, kar samo krasi prostor, ampak ima veliko drugih funkcij v mestnem okolju. Projekte vedno delamo na način, da ima ta izvajalec mora dati 2-letno garancijo, kar pomeni, da tudi vsaj 2 leti mora vzdrževati ta drevesa, se pravi, da se zdaj zelo potrudijo za to, da se ta drevesa primejo, ker če ne bo ta isti izvajalec imel seveda kasneje težave. To pomeni, da so na nek način prisiljeni, da tehnično pravilno sadijo. Drevesa bodo dobila na začetku pomladi zalivalne vreče, tako da bo pač poskrbljeno tudi za vodo. Potem pa v nadaljevanju glede obrezovanja dreves smo pa občini priporočili, da izvajalcu ali pa temu, ki bo vzdrževal drevesa, tudi za samo obrezovanje najema arborista. Arboristi so pa tisti v Sloveniji, ki so najbolj usposobljeni za to, da obrezujejo drevesne krošnje. Drevesa so listopadna, to pomeni, da bodo pozimi brez listja, ampak to še ne pomeni, da ne bo nič zelenega v mestu, ker bo vsaj polovica dreves imela spodaj namesto rešetk zimzelene pokrovne rastline. Nekdanji drevored lip na Slovenski ulici je tako preteklost. Lipe so premestili na novo lokacijo ob Soboškem jezeru že lansko leto. Letošnji in prihodnji izgled pa ponujajo gladičije. Listopadna drevesa s široko krošnjo, ki se v jesenskem času obarvajo v zlato-rumeno barvo. S tem pa se tudi mestna občina Murska Sobota z mestnim jedrom vključuje v ozelenjevanje urbanih središč kot odgovor na podnebne spremembe. Z dodatkom Malo Ovak je prireditev Uporabil vražjo noč letos potekala v obliki okrogle mize in pogovora v Slovenskem domu v Monoštru. Več v prispevku. Zveza Slovencev na Madžarskem in Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci že vrsto let organizirata prireditev Vražja noč. Nočni pohod skozi temen andovski gozd, v katerem se pohodniki srečajo z različnimi podobami ljudskega verovanja, tudi s čarovnicami in hudiči. Prireditev je namenjena ohranjanju maternega jezika in promociji kulturne dediščine porabskih Slovencev. Zaradi epidemioloških razmer, ki so prisotne po vsej Evropi, so letošnjo izvedbo tega etnokulturnega dogodka pripravili v Slovenskem domu v Monoštru. To pot v obliki okrogle mize in pogovora o ljudskem verovanju in vražah v Porabju in Prekmurju ter dodali k tradicionalnemu imenu Vražja noč še naslov Malo Ovak.
Razmere s COVID-19 so botrovale spremembi in odpovedi pohoda. Več o tem Andreja Kovač, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem. Zdaj enostavno nimaš kaj, se moraš prilagajati situaciji in vseeno, če vemo, da na eno tako prireditev pričakujemo več 100 ljudi, se seveda to ne da izvesti. Ampak vseeno, da naj jo ne pozabimo, da obstaja in poleg tega smo letos prvič nominirali to prireditev tudi kot del slovenske kulturne dediščine, smo rekli, da bi pa naredili eno okroglo mizo na to temo, s tem, da dejansko se spregovori o teh likih, ker drugače, ko gremo na pohodu, seveda se pove, ampak tukaj pa povabiš zraven še etnologa, oziroma etnologa, kustosinjo, pa domačine, ki ti pripovedujejo, oziroma zgodbe, ki so povezani prav s temi liki. Po mojem, upajmo, da je to samo bilo enkrat in sicer letos in naslednjo leto se bomo ponovno zbrali v Andovski gošči, kot se pri nas reče, in šli skozi pohoda, da se srečamo s temi liki. To je nekaj, kaj smo podedovali. Tukaj so zgodbe, tukaj so tudi neki uprizoritve oziroma tisto, kar je vplivalo na vsakdanje življenje naših prednikov. In sej, če zdaj tu pa tam idemo po porabju, sej slišiš še, da ta pa nekaj ve še zvrčiti ali pa kaj takega, da nekaj ostankov pa še obstaja iz tega, ampak to je del naše zgodovine. In tukaj imamo izredno zanimive zgodbe, pripovedi, katere moramo ohraniti. In zdaj eno je tisto, ko napišeš in v okviru ene zbirke izdaš, eno je pa tisto, ko uprizoriš, pokažeš in dejansko postane bolj živahno oziroma nekaj, kar ti vidiš, kaj lahko primeš, in po mojem bolj ostane v samem človeku, obiskovalcu, in se bolj naveže na našo območje. In danes dejansko vse, kar se dela, se na nek način tudi poveže z ekonomijo in lahko rečemo, da ena taka prireditev v veliki meri lahko prispeva tudi k temu, da Porabje postane bolj prepoznavno na slovenskem območju in tudi tukaj na madžarskem območju z eno prireditvijo, katera pa prikazuje našo kulturno dediščino. Prav slednjo je treba varovati in tako so organizatorji prireditve s pomočjo generalne konzulke konzulata v Monoštru, gospe Metke Lajnšček, navezali stik z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in dogodek pridružili tovrstnim dogodkom v 50 državah Evrope. Nataša Gorenc iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije se udeležila prireditve in ob robu le-te povedala. Današnji dogodek se uvršča v program 400 dogodkov, v Sloveniji se iztekajo v 150 krajih po vsej Sloveniji. Te številke nas uvrščajo v sam vrh sodelujočih 50 držav, podpisnic Evropske kulturne konvencije, se pravi število dogodkov na število prebivalcev. Še posebej se mi zdi to pomembno v teh negotovih časih. Ljudje imajo izjemno voljo se prilagajati vsem zahtevam za ohranjanje našega zdravja. Sem kar zelo ponosna, da se krepijo te vezi med zamejskimi Slovenci na madžarski strani in Slovenijo, prav preko našega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Torej, kljub dobronamernim konvencijam, zakonom, učinkovitim inštitucijam, dobrim programom. Jaz mislim, da je še vedno posameznik tisti in edini, ki lahko obudi zgodbe preteklosti, ki lahko ohrani predmete, stavbe in bi rekla vse te modrosti, zgodbe ponese v današnji in jutrišnji dan. Torej, imeli smo srečo, da smo spoznali posameznika na tej strani meje in se povezali, tako da jaz mislim, da drugo leto bo še več dogodkov in da se bodo te vezi krepile.
Karel Holec, predsednik Porabskega kulturnega in turističnega društva Andovci, je idejni oče te prireditve in je povezoval pogučavanje s sogovorniki o ljudskem verovanju v Porabju. Zdaj smo imeli v Rojžu malo drugače, se imenuje malo ovak. Za voljo epidemije zdaj nismo mogli zorganizirati, to lahko povem, že ogromno ljudi, 500-600 ljudi pride na to našo Vrojžu noč. Zdaj smo malo ovak imeli, ta Vrojžu noč, zdaj smo se malo pogovarjali od toga, vse, ko se to na Vrojžu noči vidi, ko hočemo pokazati, vse tisto, ko je porabski Slovencem del naše kulture, to so nam storci povedali, to se pozabi, to se mora napisati, to se mora resen zamerkati, oni ne pozabijo, če je že del naše kulture. Cilj je naš tudi v Vrojžu nočevka, vse to, ko so prvim vrvali, ko so se bojali ljudi, tisto njim pokažemo tisti dan, da pridejo. Zdaj danes, ko smo imeli te program, ti smo malo vse ta povedali še lahko več, kako če bi Vrojžu noč imeli tam na nočnem pohodu, ti smo se lahko malo povedali, zraven še bila ena tatica, kateri dosta se znajo v toga, kateri so tudi povedali, pa dosta se je videla, pa etnologinja tudi, katera pa malo strokovno podprla nas. Program ima tako etnografsko in kulturno noto dediščine. Zelo spodbudno za prihodnost prireditve pa je, da na njej aktivno sodelujejo številni mladi porabci. Ogromno pridajo tisti, kateri pogledajo, pa dosta je tisti, kateri pridajo in igrajo, špilajo, pokažajo te like. In lahko povem, da Andovec do Gornjega Sanika vsake vece imamo že te ljudi in kako sem povedal, je že tako, vsako leto tisti, s kateri zašpilajo skušnjava ali čaralica ali razgetov, so isti. Okrogle mize na zelo zanimivo temo se udeležila Jelka Pšajt, etnologinja Pomurskega muzeja v Murski Soboti. Za mene kot etnologinjo, torej kot raziskovalko pretekle dediščine, v tem primeru folklorne, ustne dediščine, so zelo pomembni nosilci oziroma pripovedovalci in pripovedovalke. In danes je gospa Aranka Orejovec, zelo sem vesela, da je bila z nami, znala povedati torej nekaj teh vraž iz preteklosti, ki jih je smo slišali ali doživela sama. Najpogosteje, to smo tudi slišali danes, in tudi tako je s pripovedovalci in pripovedovalkami, pa so to ponavadi slišali od druge osebe, ali od očeta ali od matere, v glavnem od sorodnikov ali sosedov, ki so to, kar se je dogajalo, pripovedovali. In če mene vprašate kot etnologinjo, so najbolj vredni in bogati prav tisti, ki še danes v 21. stoletju, torej leta 2020, znajo povedati kakšno vražo iz preteklosti, kakšen dogodek, ki so ga doživeli sami. To je redko. Jelko Pšajt kot strokovnjakinjo na tem področju smo povprašali, kako so še morebitne vraže danes razširjene v Porabju in Prekmurju. Vraževerje je še prisotno v drugačnih, bolj sodobnih inačicah oziroma variantah. Težko je govoriti o kvantiteti, torej, če me vprašate, koliko procentov je, seveda to težko povedati. Ko grem na teren in ko še priložnostno vprašam pripovedovalko ali pripovedovalca kaj iz preteklosti, predvsem o cumprnicah, o čalaricah, torej tu v Porabju, sem zelo vesela, iskreno povem, in srečna, če še najdem pripovedovalko ali pripovedovalca, ki o tem zna kaj povedati. Tudi če ne iz prve roke, tudi iz druge. Največ od vsega tega vraževerja, od ljudskega verovanja, od vseh teh bitij, torej predkrščanskih bitij, zlih bitij, dobrih bitij, kakorkoli, je še največ verovanja ostalo prav o cumprnicah oziroma čalaricah. In najdlje, kar se je ohranilo iz sklopa teh čalaric oziroma verovanja v cumprnice, je ravno to zvrčeno dejte, ki ga poznajo tako v Porabju, tako v Prekmurju in tudi v Slovenskih goricah, kjer tako dejte imenujejo obrano dejte. Gre za isti pojav, isto
torej dejanje, torej ko so ženske, ki so jih imeli za comprnice, so verjeli, da zlim pogledom škodujejo malim otrokom. Tega verovanja je ostalo še največ in tudi danes še tudi mlajše generacije še verujejo, torej, da lahko določene ženske škodujejo otrokom, malim otrokom. V sklopu letošnje Vrajže nauči malo ovak je bila tudi predstavitev filma o tem dogodku, nočnem pohodu Vandovci, izpred leta ali dveh. Zaradi izvirnosti in posebnosti prireditve organizatorji želijo, da bi prihodnje leto nadaljevali z ustaljeno prakso nočnega pohoda, ki je vznemirljiv, atraktiven in poučen. Obuja spomina verovanja naših prednikov o nečem, kar ni dokazano, zlasti pa v skrivnostnih silah in nadnaravnem. Zlasti še tod uporabijo, je bilo v preteklosti zelo razširjeno verovanje v nadnaravne sposobnosti ljudi, čarovnic, črnošolcev in prisotnost nadnaravnih sil, hudič, smrt, mora. Vsi omenjeni liki se med pohodom ob pripovedovanju zgodb skozi gozd, ob zvočnih in svetlobnih efektih prikažejo in tudi predstavijo. Toliko smo vam pripravili v tokratni osrednji informativni oddaji televizije AS. Želimo vam lep prazničen konec tedna. Pa nasvidenje.